Spoštovani obiskovalci in zvesti bralci in bralke projekta Posavci beremo skupaj, pozdravljeni. Lepo vas pozdravljam v imenu knjižnice Brežice in imenu direktorice, ki je danes odsotna. Z današnjim dogodkom zaključujemo že 9. sezono projekta, v katerem knjižnica Brežice sodeluje z Valvazorjevo knjižnico in knjižnico Sevnica. Zdaj knjižničari že vemo, da ste nas bralci prepoznali in nam zaupate. Upoštevate naše bralne navike in povabila. Predlaganih 40 naslovov, ki so tudi na projekciji, ste si sposodili čez 1000-krat. Bralo vas je vseh skupaj več kot 150 nagrajencev, pa štejemo 86, od tega 12 v knjižnici Brežice. Zveste bralce bomo kot vsako leto tudi nagradili. Letos izbrali romanom, ki ga vam letos podarja knjižnica Sevnica in da prejmete po zaključku prireditve. V tednu slovenskih splošnih knjižnic in dnevu filozofije, ki so potekali prejšnji teden, smo letos zaključno prireditev projekta Posavci beremo skupaj organizirali v tednu, ko v Ljubljani poteka knjižni sejem. V znamenju pisane besede, ki se prepleta s filozofsko mislijo, danes gostimo dr. Izarja Lunačka. Kot bomo videli, prijem beseda ni le pisana, temveč upodobljena tudi z risano podobo. Izar, pozdravljeni, dobrodošli v knjižnici Brežice. Jaz bi kar na prvem mestu te vprašala, kako to, da si se v bistvu odločil za kombinacijo pisane besede in risbe? Mislim, vedno mi je zanimljiv strip, tako da bi bilo to vedno nekako blizu, pač kombinirati risbo pa pisavo. In ne vem, sem videl, da ko sem študiral filozofijo, pa tako naprej bi bilo vedno zelo pri srcu, da sem stvari hotel tudi narisati. Tudi filozofske tekste sem pisal na tak način, kada bi vedno pomagal za naše nekaj schematizirati. Zato sem gledal, da šla človek nekaj isto čas, da se izraža in v funkciji tih vizualno. Tako da nekaj zaradi tega, in tudi nekako, ko sem bil na nekaj akademiji, sem tam tudi zelo konceptualno sledil. Da se mi to se mi vedno skupaj delati. Pa sploh, mislim, da stripo je meni zanimivo, ni to ena taka klasična, zelo likovna zadeva, se pravi, da bi ti sam razmišljal, kako bo izgledala ena posamezna slika, ampak je ta slika vedno dopolnjena še s tem, kar piše v oblačku, v smislu pomen te slike, kaj je v slikcah, ki jo ogroža in tako naprej. Čisto en drug način likovnega razmišljanja, ko je meni blazno bližji v kar način razmišljanja, čisto statični podobo. Vedno mi je bilo zanimivo, da je ta podobo neki interakciji z nekimi besedami, da so tam noter, ko jih dodajajo pomeni hkrati slika beseda. To je ena definicija, da je teoretiko stripa, je kot da to v strip je takrat, če preveč samo besedni del, pa samo slikovni del, nikoli ne dobiš celotne poante, da vedno se mora med sabo spodbijati in spodbujati pri stripu. Ker pri nekih starih stripih, pri prvih, ko so nekak se poskušali po stripu, si doskrat med te primere, kjer ste pripričali slika in beseda govorili isto. To vprašati, ker recimo, kaj so ti starejši stripi, kot recimo že Miki Muster, pa to pa že je bolj dodelano. Mislim, že pri Miki Musteru je ogromni zelo velik tega, ampak tako se mi zdi, da zdaj se sploh ti zelo trudijo, da res vsak element govori zase in da ni pač nobene odvečnosti, ker je splošno vredo umetnosti, se pravi. Vedno je pa že imaš odvečnih elementov in od teh, da poveš maksimalno za minimalno sredstvo, ki zdaj da vedno poskušamo. In recimo teh starih stripih, spokojšnjih teh bolj šumt, super herojski sem bil vedno noter. In takrat je Batman udaril tega zlikovca v nosu in pol na slike je bilo točno isto napisano. Sem tako, zakaj? Se je vidno, da ga je udaril. Če me še ostroda, skratka, zelo je fino to nekaj, da to kombiniraš, potem z sliko govoriš nekaj četuzga. V slovenskem prevodu imamo drugače kot en strašno fajn strip o teoriji stripa, ko se mu reče, kako razumeti strip, ki ste ga imajo v vseh možnih splošnih knjižnicah. Ko se tega sprevajajo, slučajno se tega sprevajajo, več nima veze z mojim delom. Je to drugačno pravilo, da mora biti neko sorazmerje, da v bistvu se ljudi, ki hočejo risati strip, tudi uri na nek način v temu, da mora biti to enako vredno beseda pa slika. Ja, mislim, ti lahko gledaš kot stripe, ko so izključno, ko so njeni stripi, pa je z njimi super, pa je vse vredno, ampak pač ena
nekako temelj teh estetskih načel, da paziš, na kakšen način se kombinira ta beseda, ta slika. Da vedno dodajaš, da je beseda, da probaš povedati brez besed, če pa dodajaš besede, da ne dodajaš stvari, ki so že kot noter v sliki. Imate krasne, recimo ravno v tem, kako razumeti strip, so super poglavljajo v tem, da se pravi, če ples besede in slike, kako ne pleše, da se ne hodita po novah, pa da se dopolnjuje, pa da ena druga klikne, pa ena druga povdarja. In so zelo zanimivi primeri, ko znam zraven, da kaj lahko delaš, ne vem, če vse že poveš besedami celo zgodbo, kako se lahko slika, recimo fokusiraš na neke detajle, v jih postavljih nisi mogel ujeti, ali pa da če že celo zgodbo poveš slikami, ko se potem v besedah osredotočaš na neke skrite notranje pomene teh slik, ali pa na misli ljudi, pa tam naprej. A bi potem rekel na nek način, da te to, recimo, knjiga tako taka, da je pravzaprav nek rezultat tega miselnega koncepta, da ga imaš ti že od malega, se pravi, da si že od nekaj si stremel k temu, tudi v izgled izobrazbe si se odločil z besedo, spet in sliko, to se dopolnjuje na tak način, pač to je način mišljenja v bistvu. Ja, to se mi zdi, to specifično način mišljenja, ko prihaja tudi izraza pač v stripu, delno pač v filmu, pa v animiranem filmu, ampak še posebej v stripu. Se mi zdi, da je meni pač zelo domačen, sem se poskušal vršiti nekaj tasve, kar bi je res najbližje. Jaz bi kar v bistvu pogledala par teh stripov, ki so tudi ilustracije, ki so tudi v knjigi. Recimo me zanima, da si poskušam predstavljati, kako bi izgledala ta ilustracija, če ne bi bilo oblačena. Ja. Bi si dejansko, jaz recimo vsega bi si lahko bi si drugačno predstavljala. Ja, točno to, tukaj je bilo pokrat razgledala. No, če kupi bombon, ali pa ne, greva to iz te vlaže, nekaj, kar lahko probiti, res ti presediti, pa še to da prav sočetla, da bi bila skupaj debilčka. Da jim se zdaj privesti, kaj je koncept te knjige, to so v glavnem stvari, ko so izhajale, to je bil blog na spletni strani Dela. Se pravi, Delo je bil nekaj časa vlaga nekaj denarja v svojo spletno edicijo, prepadal vseh časopisov na internet in potem so imeli ene par ljudi, ko smo samo za spletno edicijo pisati neke kolumne, ko sem bolj rekel blogi, čeprav so pravzaprav kolumne, ampak so bili tako slabo oblačeni, da sem jaz rekel, da če bom to pisal, da bolj res učil, da je blog. Da je taka stvar, da bi opisal na svoj privaten blog, svoj dnevnik za ljudi, ko me hotel spremljati. In potem se tam mnogo res nisem pisal nekih premišljenih kolumn, kada se mi se zdaj, da je treba se na neko stvar perečo odzvati, sem že napisal neko pač angažirano kolumno, ali pa neko komentar na eno družbeno situacijo, da več pa v glavnem res pisal prav spletni dnevnik. In je bilo v glavnem, pač vedno sem povedal, kaj se mi zadnje 14 dni zgodil. In potem sem nekaj komentiral in zelo veliko je bilo take čisto anekdotičnih stvari, ker je to, kaj se nam recimo vsi nam dogaja na eni plaži. V bistvu vsakdanja situacija. Tako, ja. Recimo, zdaj bi jaz poiskala rada tale. Ena ilustracija je tudi o situaciji v Barceloni, ne? Aha, ne, konc. Če boš ti bolj vedel. No, jaz preklikam, ampak se je samo ena slica iz te, ja. Se pravi, tukaj je bilo v bistvu, tako, da je v bistvu naročeno to, ali nekako si ti sam čutil osebno, pač, da moraš... Ne še ni bilo naročeno, ampak čisto slučajno, eno leto sem živel v Barceloni, ki sem šel tja na postdoktorski projekt in sem se tam zelo dobro počutil. Nekaj sem se skoraj bolj počutil v Sloveniji in sem hotel tam ustati, ampak sem pa ravno začela z zdajšnjo muzo in materjo mojega otroka takrat hoditi in potem sem zaradi nazaj šel čisto prepričval, da greva tja živeti. Ampak je bil ravno direktor stanem posel, tako da sem se povsem vračal najprej po 4 let nazaj, zdaj se še vedno včeraj sem prišel biti nazaj, da sem pravzavne, tako da se 2 na let po en teden je vedno tja, imam tam zelo veliko prijateljev in čisto slučajno sem bil pač ravno takrat, ko so imeli ta referendum za neodvisnost in ko so bili podtisti izgredi na volišči. In sem bil bolj pač o tem prevedom, sem napisal pač kakšna je pa moja izkušnja opis tega, kar se dogaja. Za vse, ki niste videli v bistvu tega, videli in prebrali, vidirano.
se mi je zdaj zelo zanimivo, da niso bili vsi za, ne? Ja, z naše strani tudi Slovenije, sploh imamo mi to konkretno izkušnjo z našim referendom, se nam je zelo zdelo, da so nam Katalonci v tem smislu zelo podobni in da bi se oni tudi radi usmislili in da pač jim grdi Španci ne pustijo in tako, ne? In je bilo pač tam v blizu, bilo pa zelo zanimivo to spremljati, kako so se te stvari med sabo nekako trle, ker sploh Barcelona ima pač neprimerno večjo neko mednarodno skupnost, da tam živi, ker je recimo bila Ljubljana v času, mislim, večjo kot je Ljubljana zdaj, ampak predvsem pa takrat, ko se je Ljubljana cepala, je zelo mali, ko so Ljubljana iz Republike bivše Jugoslavije, razni oficiri pa tako naprej, tudi nestanje ni bilo pa zelo veliko nekih tujcev, potem, ker Barcelona je res, praktično polovica Barcelone so priseljenci, predvsem iz Južne Amerike, iz raznih časov kriz pa diktatur, tako da je bila zelo napisana. In večina mojih prijateljev, drugi Kataloncev, ampak so ljudje iz drugih delov Španije, pa iz Južne Amerike. In oni so bili blazno skeptični, ker je bila ravno všeč Barcelona, kar je ena taka mednarodna prestolnica in so bili večkrat živčni, so se mi zdeli to malo take nacionalistične pa vzpogledne težnje Kataloncev, da bi se usmislili. Ampak je bilo zanimivo, da v tistem momentu, ko jih je bila takratna desna vlada od tega od Rajoja, začela zelo zatirati, ko so pol prišli proti specialci na volišča, pa tepali neke stare mame, ko so prišli glasovati in tako naprej, so se pa tudi vsi ti moji prijatelji, ko so preživeli blazno obrnili smer za neodvisnost. In sem prav takrat, ko sem hodil po cesti, sem par ljudi srečal in so pravi, to ne, stvari, tako bi na volišče, da bomo ostalo lokal, da se bomo govoriti za svoje stvari, ker zdaj nisem nikoli za neodvisnost, pa še vedno se mi zdi, da to ni dobra ideja, ker bomo izgubili celotno španski trg, kar bomo sami delali. Res je, da smo najprej pokrajina v Španiji, ne, ampak kaj bomo prej španski trg in tako naprej. Ampak so se vsi zavzeli, ker je to prezrazila reakcija vlade. To je zanimivo, da je bilo, ja, to je bilo zanimivo, da bi spremljali. Ker v knjigi še ni bilo v bistvu v tem delu, še niso bili tako odločeni, še ni bilo to... Ja, umenjeni sicer v knjigi tudi lehto, recimo dva prijatelja, ko sta razlog, sta bilo v tistem momentu bilo za neodvisnost, še prav drugače, kako nisem dal. Ja, še ena zadeva, ki se mi je tudi v bistvu zdela taka, je bilo pa sicer ni politično, ne, ampak izrazil si na nek način mnenje o reklamiranju, o propagandi, ki se pa nas recimo odvija ne zdaj v političnem smislu, ampak pač oglaševanje, ne. Potrošniška, recimo to, kar sta na avtobus, šla na avtobus, ne, to se mi je zdaj, a se namreč zgodba je v tem, da sta v bistvu sta vidva šla na avtobus, potem se je pa na avtobusu praktično se ni videl skozi okno, zaradi tega, ker je bilo to reklama posod, ne. Ja, ker se ljubljanski avtobusi se zdaj tako, da so res cilji so oblečeni v reklamo. Praktično ne vidiš skozi šipo, zdaj se nekaj spremenili tehnologijo, da lahko nekaj vidiš skozi reklamo, ampak cel avtobus je oblečen v reklamo. Pogledaš cel avtobus, je recimo cel avtobus Tiger in to recimo reklama za živalske vrti. In si grozno dela, to niš kaj, smo še res počutili, da si zaprt v eno reklamo, da je čisto briga za ljudi, ko se vozijo tam noter. In je grozno tudi, ko ne vidiš vrn, in parno ti poznam, ko se sploh ne vozijo s temi, tako da eno smo počakali na naslednji avtobus. Zaradi se je bila ta slabo. To me je zanimalo, ker se v knjigi si napisal, da v bistvu si zamenil avtobus zaradi tega, da me zanima, če je to resnična prigoda ali je to... Ja, zgodba je čisto resnična, ni bil konc, ko smo imeli neki gag na koncu. Tiste je bora, tiste je da ni bilo gag, ker vam poznam, da se pač tiste pa v bistvu idejo, da imamo ga prijatelja, ko sem mu fuljezno razvadil potem, ko smo morali zamenjati avtobus. In pa mi je rekel, ja, samo že boljš, ko probite drugi avtobusi, ker se pa posod vid pač vse ven, ampak imaš pa skrivno reklamo v spodi, ne bi vidiš. Zdaj se pojavljajo drugi avtobusi, ki ti vidiš skozi okna, ampak se pa tukaj, se pravi, v sudi, ko pa ljudje gledajo, ampak le vidijo tebe. In pol spodi nadaljuje telo od nekega, je pač narisano telo od nekoga drugega in je zraven neka reklama. In lahko tako karko, ne vem, se ti na stranišču, ima težave z erekcijo, tako kako. In se pač si ti čisto porabljali tam, reklame. In je še kuj, skratka, tukaj sem pol kot gej, končal s tem, da je zamenjal avtobus, greva na tega, ne, pa se začenajo, pa ne bo noben za norca, pa avtobus odpire se vidi, da sediva v tem, in je reklame za. V bistvu, ja, ravno v duhu oglaševanja, zdaj v krugu Žiča pa novega leta.
naznačila sem si tudi v bistvu tukaj en del, da navežem na tisto zgodbo o zaključku starega leta, ne, oziroma večer, kako je bilo to? To je ena novoletna. Novoletna, ja. Dve sta novoletna. Ena je čisto na začetku, ko je v nekih teh 7. decembru, vladi, ena je na koncu. Rahlo depresivna zgodba, da v bistvu se potem nekako tako razplete, ne, v to, kako v bistvu lovimo zadnje trenutke, preden se leto izteče, tako, ker da ima nekdo štopac, po domače rečeno. Ne, to je zanimiv, mislim, ko en ljudi se, v bistvu to je šlo iz tega, ko sem imel par prijateljev, ko so bili tako res prav jezni na ta 10. decembr. Res se mi zdelo, da tako vsi pravijo, da to 10. decembr, da mi se zdi pa nekako blazno, v bistvu depresivno, po tistem mestu in da je vse tako površinsko in da se vsi nekaj zabavajo, da se skupaj malo tiši po smrti, po razkroju, da so vsi tam čist nažgani od tistega kuhanega vina, vse pomenijo od tistem kuhanem vinu, da je tako malo, da je negral že, da je malo vidno. In mislim pa poleg, da sem pa začela komentirati, da ne, v bistvu 20 se mu vidno, samo da mi je skoraj zelo všeč zaradi tega. Se mi zdi, da je tako nekaj tazga dekadentno razprodajočega na 7. decembru, ki se mi zdi fino. In potem sem pač celo kolumno o tem napisal, kako je to pravzaprav vjave, da je to nek tak mesec, kjer vsi malo iracionalno verjamemo, da bo mogoče pa ste ta dejanski konc za prvim januarjem. Ker se mi že vlada tak občutek, se mi zgodil, da ljudje, ko med cel let ne pokličem, da začnemo tako panično klicati za začetek decembra, ko vidim, da se rok dobimo, še slim tem čas, gremo na kuhančka, gremo, tako čisto, da obstajamo možnost, koliko se let še videti. In se mi zdi tudi razno zabavno, ta kombinacija tega veseljačenja in te smrti. No? Pa nasplošno se mi zdi, da je novo leto taka očitna zadeva, ki je narejena, mislim, novo leto ne bi kao proslavljala, pokor vezan na ta sončni obrat, ki se pravi, takrat se dan končno začne daljša. Ampak to se dan in vse veste, pa so te, zato smo tudi tja Božič postavili, čeprav Jezus je res nekaj takrat rojen, ker so s tem lahko lepo pač pokrili neke poganske rituale. Si samo prvi ljudi, ki so prakticirali praznik na novo sončnega rojstva, pa so rekli, nekaj delite vse isto, kako zdaj, sam na mesec sonce reči Jezus, pa pa bomo kaj napisali knjigo, da ste našli, vse je dobro. In skratka, ampak je pa zanimivo, da ti to proslavaš na novo sončnega rojstva, ampak po logiki ga proslavaš na najkrajši dan v letu, seveda. Na dan se seveda bo začel dan daljšati, tako je po najkrajšem dnevu. Čist na dnu krivuje, zato se pred se začnemo zgoraj vračati, ampak tukaj mi proslavljamo. Tako da je res... V bistvu je res konec, ne? Resnično je konec. Čisto na dno, po katerem bo šlo samo še zgoraj. Zdaj se ne spomnim, a je bilo, so bile tudi, a so Saturnalije takrat se praznovali tudi mislim? Ne, Saturnalije so se pa tudi na novo leto, takrat je bilo novo leto v Rimu, je bilo pa novo leto spomladi. To je bilo bolj vezano na ta pomladansko pusteča, se pravi na umčas, ki se pa okorem začne že tam daša, pa se začne počas prevešati, da v bistvu ne bo noče, takrat se začne dan z magvrtnim nočjo. Malo več optimizma. Drugače pa pravzaprav moram reči, da mogoče bolj, da so dali to na zimski čas, da se eno tako svetlo točko. Se to prosto mi zdaj, ravno čisto na dnu tistem, kukaj z izgovorom, tega, da se začne gor obračati, pa naredimo nekaj, da ful razsvetlimo tam mesta, razsvetlimo te smrekce. In meni se je tako zdelo, da gre za neka taka okrešena trupla, ko so jelke, v bistvu ena okrešena trupla drevesa. V bistvu, Hvala sem napravil, v bistvu ste pa dobro, če bi malo bolj lahko razdelil ta koncept, ki se mi zdi, da ga uporabljaš pač v samem načinu humorja. Pri v bistvu vseh ilustracijah, nekako se mi zdi, da meni se mi zdi najbližji mogoče temu, kar je v obliki epizod in nanizan k Seinfeld, neka situacijska, vsakdanja komika, ki se lahko potem gleda tudi po 20 letih, pa ima še vedno praktično isto vrednost. Ker ti si namreč pisal doktorsko disertacijo iz te tematike, ampak je bila povezana z religijo tudi. Ja, mislim, ne, skozi
meni najbolj všeč knjige, ko so imele tudi nek komičen element. Smo poplazno recimo prav Kafko, ko sem ga izvedno doživljal kot nekaj tako pravi komičnega avtorja. Pa Cervantesa, pa Rabeleja, pa tudi Dostojevskega. Tako sem vedno poplazno film, da imaš ta lahko malo groteskno, ampak vedno komičen element. In zaradi tega, ker sem pa filozof, pa nekaj nisem mogel sam tako pristopati do tega, ok, to je beluštno, to je bilo zabavno, sem se nasmejal, sem se narušil v tej stvari, ker grem pa naprej delati. Jaz sem skratko malo posebno vedno nagnjen, da moram razumeti, zakaj sem v nečem užival, zakaj je bilo nekaj dobro. In pol sem študiral filozofijo, ne sem pač videl, da ne vem, da se smejim nečemu, da ne samo dobim pač občutek, ljubškim sem se imel, ampak imam tudi občutek, da mi je prek tega, ko sem se smejal, razkrita neka fina resnica v življenju. No? Ampak neka fina resnica, ko ni tako, da bi mi bila razkrita skozi smeh, ker tukaj imaš družko sladkorja, pa malo zamešan, da bi prene zdravil, ampak da je ta resnica, ko bi bila razkrita, dejansko povezana s tem, da je posredovala na smešen način. Da je to nek smešen tip resnice v življenju. No? In sem začel pol, ko sem študiral filozofijo, sem pa to kar naprej neke zelo smodne resnice. In sem zdaj to malo škoda. In sem pol pač rekel, da gremo probati, če se da vse te filozofske teorije, ko so zelo naresno orientirane, kako replicirati na to, da bi prisilil, da bi dobro govorili tako smešno, ki je bilo vedno malo nemilost, ki bi filozofija. Nikoli ni bilo prav vzeto, kar nekaj tasega, ker bi vedno se je malo sumničevo gledalo na pomečno filozofije. Vedno se je malo štejo, ko se smejemo, malo pozabimo nase, ne razmišljamo, takrat, da se smejimo. Ne vem, lahko delamo, lahko ponižujemo, ker pa spet voran v redu, tako naprej, tako so bili malo previdni do tega smešenja. Meni se je potem, da bi se dali razdelati neko filozofijo smega. Pa sem tudi ugotovil, da so rano tam na prelomu iz 19. stoletja, da so začeli ful se razcvetati neke teorije smešenja, recimo pri Freudu, pri Bergsonu, tudi pri Nietzscheju še prej v 19. stoletja. In pa sem tim malo razdaljeval, pa sem pa našel nekaj krasnega tega ruskega teoretika iz neki medvojnega obdobja, po 60-ih je šla ena njegova znana knjiga o karnevalu, o komičnem pristopu do življenja in pol sem tisti program, sem iz tega naredil pravzaprav diplomo. Poslušal pa naprej na doktorat, ko sem bil pač ta plačen doktorat kot obratnega raziskovalca, da sem bil asistent na faksu in sem pa pol ravno preko knjiga, ki je zelo veliko govoril o komičnem znotraj ritualov karnevala, zato teh pustih ritualov in pa tudi povezavo teh pustih ritualov z nekimi rituali, ki jih najdeš v vseh nekakvih arhaičnih plemenskih religijah, ki pa potem nekako monoteističnih religijah, kot je krščansko naprej malo zažnjeno, če to še vedno nekako od sebe. In se mi zdaj to bilo zanimivo pogledati, če pa mogoče, ker smo danes navajeni, da nekako smešno, nekako malo nezdružljivo z religijo, vedno se nam zdi, da pač ne gre skupaj. V tej cerkvi, ki mi poznamo, da ok, lahko je nek radosten smeh, tega imaš nekaj tudi v krščanski teoriji, pa to, kako se je Jezus smejal in tako naprej, ampak nimaš pa tega, mislim, tudi najnujno, imaš zelo trpeče nekaj variante krščanstva, to možnost tega radostnega smeha imaš. Ampak prav komične, prav tega naročevanja, zatakavanja, se zdi pa to nekako nezdružljivo za krščansko vero, pa tudi muslimansko, pa tudi nekako nek način. Delno tudi židovsko, da židovsko je ful bolj odprta, zato ampak tudi nekako prav v stari zavezi, mislim, v tvori nimaš nekih zelo komičnih situacij. Medtem, če si še pogledati neke te plemenske religije, si pa našel neverjetno nekih pač res, kot da bi bili vici, samo da so bili pač čist uradne zgodbe o bogovih, ko se je častili, ko so bile zelo komične stvari. Pa se ti zdi, da je možno, da je v bistvu to v teh politeističnih religijah, zato ker je vsako božanstvo v bistvu posamezna posebnost oziroma posamezna nek individu, ki se mu lahko neko karikiramo lastnost. Ja, definitivno je s tem spomenim, da so blazno bolj utelešeni, da so tipski na tak način. Če imaš ti Boga, ko ima vse možne lastnosti, se težko zafrkavaš tega. Že prav jaz da imaš ogromno neuradnih zafrkavanje z Boga. Seveda, da ti recimo Boga delajo en tipski karakter, patriarhalnega, starega, predatelja, kontrol, frika, gospoda, ki hoče biti vse pod nadzorom, ki je čist jezen, če ni neki pogledal, tako naprej. Da se pa še tudi sta z velika Boga zelo redu hecati, ampak tam se nekako zdi,
ker da je pri nas čim se na tak način hecaš iz Boga, veš, da se nekaj spolku iz religioznih območja. Medtem, ko v teh bolj arhaičnih religijah pa vidiš, da je še vedno del dejanske religije. Te iste zgodbice, kaj pa je, po Evropi so recimo zelo popularni neki vici tako že stoletja. Pri nas to je bilo recimo Jezus po Svetem Petru, tam po podeželju, ko smo videli nekaj dogaja. In Jezus je vedno ta straight man, tisti, ki hoče vse to normalno zvideti, Svet Peter pa vedno nekaj noči je zna, pa razpravlja o težavi. In to je recimo, to je čisto točno take zgodbice o nekem glavnem božanstvu in njegovem nekem komičnem pomočniku. Tu najdeš čisto popolnoma uradnih zgodbah. Še v Grčiji najdeš nekaj tega, v Grčiji najdeš vcele tega, recimo v zgodbicah, ker Zeus pa Hermes po svetu. Se pravi, to v bistvu preslikal na nekaj. Ja. To je en tak zelo poran arhaični motiv tega respekta vrednega glavnega Boga in njegovega tega hecnega pomočnika, ko razpravlja težave. To je motiv, ko ga najdeš v vseh možnih religijah. Samo da pač v našem primeru, so to vici, se je to stvar, ki ni več tega religija. Kako to smo zazorili? Škoda, ker smo prevzeli v to krščanstvo tisto nehumorno bogaboječo noto. Ja, to je zelo neizbežno, jaz mislim, da se to zgodi pač religija, ko hočejo biti nekako mednarodno uspešne, pa nekaj zelo fikabilne na vse, pa pač moraš narediti nekaj razga Boga, ko se ga da izvoziti, pa to ne bo nič tako zgoduje. Medtem, ki so ti politistični bogovi, so tako zelo vezani na lokalno okolje, da jih ne moraš manj izvoziti. Ampak po mojem bo še vedno nekaj zelo skupne poteze čez vse kulture. Kako pa je to recimo, pač tvoje teze v nalogi, pa to so bile tudi na splošno dobro sprejete, pač? Ja, mislim, pač uspešno se zagovoril, se reče, mi pač vsem, ki so tam bili zelo všeč. Moram reči, da se mi zdaj, da je pravzaprav bolj všeč etnologom, kot filozofom. Imel sem nekaj zelo filmov tega primerjalnega etnologa Zmaga Šmitka, ki je zdaj lani ravno bolj žal dokumenta, ker je starost te primerjalne mitologije, da nas tako je poskušal tudi malo rekonstruirati na možno staro izvedeno slovensko mitologijo, na podlagi primerjalne mislim, tako zelo film gospod, in ki je bil neverjetno zakladnica vseh teh ljudskih zgodbic, ko jih je potem primerjal med sabo. In to tudi zelo črpalo iz nekoga dela, majne par takih debelih knjig, zlazno zanimljivih, in tudi on je bil čisto dušen na tem mojim mitologijami, pa so dobiva na kava, smo se zmenjevali te zgodbice pri interpretacije. Tako da med tem je bilo zelo fajn sprejetko nekaj med moja generacija teh mlajših filozofov, ko smo bili vsi taki, ocina moja generacija je, ne vem, a delno po lastnostih pač naše generacije, a delno pa verjetno tudi zaradi tega, ker se ravno naša generacija nekaj zmanjkala na faksu prostora za mlade filozofe. Na leto je pač faks strašno skrčil sredstva in je rekel, mi moramo pojiti vsaj nekaj 10 ljudi, predno bo kako na novo spremljeno. In pa se je ogromno, da smo bili si verjetno pošli, če bi 10 let prej, da bi se verjetno našli prav na faksu, ko smo se po vsi zelo na okolje sprašili, še vedno prakticirati filozofijo, ampak je vedno kombinirati s kakšnimi drugimi dejavnostmi. In potem se probili teh, ki smo zraven delali, jaz tri, potem je Boštjan Narat, tako da približno moja generacija je pač Kant avtor, zraven pa Katalini, pol, ne vem, Blažen Nebojevič, približno moja generacija, pa prav vodo knjigo meni Delika, pa da je Berlino nekaj dela, tako Gregor Moder. In ti, ravno te filozofije moje generacije, ko so kombinirali umetnost pa filozofijo, oni so to fulno sprejeli, tudi koliko smo naredili knjigo, to me res tako so rekli, da to je pa res super, da sem ga dobil na neke pogovore. Tako je bilo zelo fakt sprejeta, ampak je bil pa to vendarle doktorat, tako da mi smo to kot izdali knjigi, prejni Maripovski založbi, Ariste, s katero že ful let sodelujem, kako zdaj je izdaja to tradicionalno religijero, včasih kolonialno izvaja. Ampak nekako sem videl, da komu, ko sem ga dobro pred knjigo filozof, da je rekel, pa se za filozofsko knjigo je ful berljiva, ampak še vedno filozofska knjiga. Tako da zdaj sem se pač po ful leti, ko sem se to želel, sem se zdaj končno dogovoril, da bom naredil eno še bolj komunikativno verzijo. Cele teze, ko bom naredil na tak način ta blog, se pravi, par stavkov pa slika, tako da bo... Če sem mi pa reči, da recimo knjiga je definitivno, mislim, da uče, ni samo za filozofe. Pa ta, mislim, ta je čist zavrhanska, mislim, ampak je, ja, vse pravi, ta je bila pisana kot splošen javno blog na delu, tako da je čist, ampak
Jaz sem bil tam samo zaradi tega, ker sem bil določeni filozofi, določene provenience pobrani, da se moram naprej zadovoljati pred njihovimi potencialnimi kontrargumenti. Mislim, pač te knjige za strokovnjake, kot je na drugačen način napisane, kot je knjige za splošno populacijo. Kako pa se imaš občutek, da je zdaj, recimo to, kar si rekel, da je ta generacija nekako na filozofiji čuti, da je manjkalo prostora za mlajšo generacijo, da se ti zdi, da je zdaj kakšna razlika, da se to nekako reducira oziroma da se situacija spreminja. No? Ja, ne vem, zdaj še imamo 10 let, se mi zdi od tega, da zdaj imajo počas, vsak počas imajo prostor za nekoga, ampak kakor sem gledal, zdaj ful ne spremljam, zdaj res pred 7 let sem jaz takrat naredil črta čez to, da bi bil pač na faksu in nisem gledal s tem ukvarjati, tako da nisem biti spremljal, kdo je zdaj recimo na novo na faksu, ampak znam biti, da se je zdaj malo skožil. Sem prav ne vem, kaj se zdaj. Ko si ti na fakulteti bil asistent, da si bil v bistvu asistent, to si bil na filozofiji, na književnosti tudi, ali? Ne, pač moral sem tega doktorat na nekaj, ko sem ga delal na filozofiji, sem mislil, da bo tam vsem bolj zabavno doktorat delal, pa bolj te teme, ko mene zanimajo. Meni se delfino oboje kombinirati, zaradi tega, da ne bi bil delfino kombinirati filozofijo s primerjalno književnosti, tako da ne bi čisto odplavil neke abstraktne teme. Sam na drugi strani delati pa, recimo teza pa na primerjalni književnosti, se mi pa zdaj, da bi bil pa malo humorno, da tam se pa zelo velika dela teze, ki so pa zelo znanstvene, pa kvantitativne, v smislu, da perspektivaš na metafore v nekom romanu. Mislim, zelo je tako omejeno, v tem filozofiji si tako prvoščeš veliko več neke te esejistike, špekulacije, poigravanja, več kontrolati neke teme, ki jo malo sprejeti. Tako da se mi tudi, da bo to pač zanimivo pa bolj po tem, kar ne gre. V bistvu imam eno vprašanje še, tako bolj konkretno me zanima, če zdaj, recimo veliko je za sinom, dogodivščin pač v knjigi, nekako dobil človek občutek, da se kar si živo predstavljamo te situacije. Pa me zanima, če se ti zdi recimo iz stališča nekoga, ki je pač filozof, pa si se prej loteval bolj takih tem, ki so pač družbene, aktualne, a se ti zdi, da si se s rojstvom sina bolj osredotočil na take pač vsakdanje prigode, da se je to bolj da se to nekako spotencira. Mislim, da prav sem tako začel pisati ravno, ko je moj sin je 8 mesecev star. Mislim, da v prvi epizode so dejansko kombinacija oboja. V prvi epizode, ko nastopil, pa sem ful o tem govoril, kaj je fascinantno medonjenčka. In ne vidim, meni pa to tudi kolumne sem recimo že pred tem pisal, da je v te zadevah, ne vem, če bi se takrat res, pa tudi prej sem zelo veliko razmišljal že o tem, da bi delal neke autobiografske stripe, ampak nekaj nisem našel čisto pravega tona za to. Vem, da sem jih zdel zanimivi, ampak hkrati pa zelo veliko autobiografskih stripov, ko sem jih bral, ker ni bil všeč, kakšen ton je bil. Je bil ton ali malo preveč samopovelujoč, ali pa malo preveč samoponiževalen. Medtem ko njih par, ko sem jih poznal, ko so res dobro srpali tukaj vmes, so se mi zdaj pa bila zelo fajn. Ko recimo v stripu nisem našel, bolj bi bil recimo stand-up autobiografski, mi je bilo pa zelo veliko všeč, mi je pa zdaj že pa točno tja in točno po tisti špuli, ko je plodna. Tako da in dolgo se pa nekako nisem čisto upal, pa tudi ta pravega, težko je, če nimaš nobene platforme, ki bi to preizkušal tudi na publiki, nekako ne veš čisto, kako bi to naredil. Pa kaj se boš vsedel, pa boš napisal, ne vem, en daljši, recimo en album ali pa eno 20-stransko zgodbo, kaj o tem, kako si nekam šel, pa o tem je strašno nekako fino, ko sem dobil ta blog, ne sem pač vedel vsake 2 dni, ko bom nekaj napisal. Blog je tako forma, ko je delno dnevniška, in sem se lahko tam malo igral, ker sem jaz postal v zabi, in sem se najprej tako probal malo te vseznanje, ki bude postrani noter zmuzan, potem sem se pa lahko igral, da sem ne vem, nekaj že malo daljšo prigodo, pa časno malo posvetil recimo cel blog, nekaj osebne prigode. Tako da to je mene nekako zanima, kombinacija tega zelo osebnega, pa družbeno-kritičnega. Tudi sama izkušnja imeti otroka, sem bila skozi taka, da se mi zdaj, da je svoja zelo osebna, da bo svoja blazno splošna,
tega, ker ravno kot otrok lahko v nekih filozofskih zadevah razmišljaš. Sploh pa recimo teh smeških. Zdaj recimo, da moj sin strži 5 let, se mi, mislim, da imam strašno, da pa se mi tako več zanimiv za vodilnik. Ja, ali pa za vodilnik povedati o njem. Zaradi tega, ker se mi zdi, to pač en človek, ne? Tako da bi govoril o svoji funkciji kot človek. Pač ni, medtem, ker dojenček nastaja, ravno osvaja te, ko se mu nalagajo te osnovni človeški programi, je pa neverjetno zanimiv. Ker pač vse zadeve, mislim, tako metni otroka je res filozofska izkušnja, če se je odvrzajna. Zato tega, ker vse stvari, ki se ti zdi samo umevne, to, da veš, kaj se ti, pa kaj je svet, pa to, da razumeš, da se to premika, da so te roke del tebe. Tega nič ne ve, da vidiš, da ne ve, da se kar ne s temi rokami pa. In ti bo počas to dojema. Ko ga gledaš, kako gleda v roko in ko ga prav vidiš, kako počas ugotavlja, da on premika to stvar. To je res fascinacija. Zato vprašam, jaz se mi zdi, da je taka izkušnja, ker mislim, da filozofe na tak drugačen analitičen način prevzame. Hodila sem te vprašati, če imaš konkretno kakšnega stand-up komika, po kateremu si se zgledal? Ja, delno sem takrat, ko sem tu Isus, sem daleč največ gledal Louisa C.K. Ja, takrat sem nekaj res prvo gledal in on se mi zdi, da je res super šel to, da je bil izjemno pač izjemno iskren, izjemno uničujoč do sebe, hkrati pa na nek tak fin način brez sam, da je res tako pač tako in da je znal to stvari predstavljati na tak način, da ker to je težko je govoriti vse, ne da bi se zdeli ljudem, pa kaj mi težiš s temi svojimi problemi. To je čas izziv pri autobiografskih zadevah, kako to delaš na tak način, da je to zelo neverjetno zabavno. Ja, recimo konkretno pa njemu vem, da se mi mogoče vem, da nekaj tajno rahlo-depresivno stanje odpelje, da uspe to umestno. Ja, to je res, ja. Sem nekaj depresivno bolj v teh njegovih drugih, recimo v Ormain sitkom, ni da res sitkom, ki je zelo depresiven, in da sploh nema, se mi zdi, da nima napravka tona, pa prav neki te tone, ki mi grejo po tej ameriški artist sceni ima na žice. Ta samo smilječa, samo uničujoč, on mi ni fajn. Vedem, se mi zdi, da to, kako on na odru, da je pa perfektna ta kombinacija te agresivnosti in do sebe in do sveta in tako nekako, da se to fino in hkrati neki ljubezni na vsega. Mislim, da se zelo lepo se stavlja. Srednje zen stanje, kako v bistvu jaz bi zaključila včasih, razen če imaš ti še kakšen dodatek na ilustracije? Noč po mojem glasbe, če se vrnem. Kakšna zdela posebej takšna, da bi še kaj sam lahko povedal, kar ni v knjigi? Tukaj sem nekaj par sem nekaj pač noter vrlo. Noč ni dodatek. Mislim, to, kar je problem zelo drugo, pač kar bi v blogu, je bilo, da sem tudi dobro eksperimentiral z enim čist drugim načinom pisanja. Jaz sem recimo izumil en čist nov način, kako sem mi to uredil. Ponovadi sem delal sprek, tem sem dolg časa delal ene stvari, ki so zelo narejene v maniri klasičnega ameriškega časopisnega strika, se pravi delali ščopočen, dolgo elegantno, ampak še vedno tako zelo preprosto podržljivo. Sem en čas se vrgal v ene stvari, ki so bile zelo šlafirane, zelo senčene, zelo realistične. Sploh ko sem delal ene te parodične religiozne stripe, da sem šel čisto to, da je neverjetno nekaj detajlov, pa da se je zelo časa gledali stran. Medtem, tukaj me je pa zelo lepo osvobodil za eno novo smer, ki je bila pa ena taka skicozna, hitra, da si hiter brava, da so se hiter premikali slikce in bil to fujljivo, to lahko še prezramo. In to je prva stvar, ker sem uporabil barve. Prej sem praktično sem delal črno-bela, tukaj sem rekel, gremo probati na zadeve čim hitrejše, pa čim bolj gorljive in pa so res tako, da je bila hitra skica, da so bile te barve, ko so ti jasno definirane figure, ozadje, samo ta vijolična, da je zapomnila oblike in potem ta rumena, da je brala neke detalje, ki so hotel povsem podariti. A se ti je zdel, da si v bistvu pri menjavi tehnike potem bolj nek miselni preskok narediti, da se je to
v bistvu, da si na tak način tudi dojemo to, da si drugo tehniko uporabil, se ti je to dogajalo? Ja, mislim si, ker to vedno vpliva, se mi zdi, umetnost vedno vpliva sredstva, ki izbereš, da boš nekaj delo in način, kako razmišljaš o stvareh, to se vedno med sabo vpliva, ena zadeva na druga, med je ful. Pa še kaj se mi zdi, da zdaj res čas, pa skozi se malo spreminja, no, to na kakšen način tudi jaz. Mislim, da vsake čas znova spet odkrijem tako nekak še minimira ta izraz, pa ga ne veš, če bolj ekspresivan, pa še lažje priluza. Tako da ja, mislim, tudi ko veš, na kakšen način boš to misel, na drugačen način sam tekst pišeš, ker veš, kaj pa na ta tekst lahko naredila resba, pa kjer je vloge mora prevzeti tekst, da bo zadovoljno s to razli. V bistvu je kar vsakokratno preobrazno, na nek način to. Ja, čisto nekaj drugega, kako kombiniraš to. Da bi še kaj dobro? Pa ne še kaj za to manj. No, in to se razli, se pravi, prej sem jih malo razporedil, ja, če sem mi izdavali takih, ko sem reči, zelo iskren, zelo liksni, ker sem jaz znak. Ja, to so take, to se zelo prvobitno. Ja, taka, pa če si iz tega zakomentiral, sem se začel navelikovati do nekih lističnih njem, ki sem maral, ko sem bil mlajši, sem bolj nekaj komentiral tega, kako najstniki nikoli ne marajo na lističnih kempov, ker se mi zdijo, da so njih še bil otrok, skoradi okrog glava na nami, in da njih so pač nekaj prišli ven iz tega otroškega raja in se začeli oblačati. Prevzirna se družbene obliki. Ja, mnoge obliki, kada se začeli reklamirati svojo pripadnost konkretnim družbenim skupinam z oblekami, se pravi, s tem metalcem se oblačam tako, sem hip-hopen se oblačam tako, in zdaj na nekem zahtevati od njih vse te zadeve, ki zdaj definirajo odvržejo, in to živijo v bistvu na tak način, kot so bili otroci, in čistni, tako res 11, tako 10 do 15 leta so čisto grožni med mladistike, no? In se mi zdaj tu zanimivo, kako se to vrača. Mislim, da treba doseči določena leta, da si lahko človek prvoš biti tudi zna. Ja, spet je to fajn. In nekaj sem tudi spet počas zgledal, zakaj je, povedal sem izrekaj, pa zakaj so kljub sem dani, če vsi tako grozno zgledajo, zdaj sem pa dojel, da v bistvu tudi še da meni je zdaj res komod biti na kempu, ko počas se že stara, in se ne bočne zadeve povešajo in se svoje v bistvu boljši. 30, oziroma kako že pravi, da do 30 leta se v bistvu človek skozi opira, potem nekako začne vse tiste družbene norme odpadati. Tako da ja, izvrati, ne. Umet so pač v teme te cilje poročila, da potem, ko je nastavil ta blog, smo z enim dobrim prijateljem skupaj delala prvi strip s tujino in ker je bil tudi čisti novo v Sloveniji, to, da se spod, da se dva Slovenca delala avtorski strip, da je na veliko ameriško založbo, to se tako na tem prostoru sploh še ne zgodili, niti med Hrvati. Je bil res zanimiv, ker sem se to vzel pripriljil, da sem še nekaj tako roško o tem in so bili bolj take razlike, kako je tam, ki so pač jastino narejena, kako je na punca, tako za določena, kako je na zgodična, kako je zelo upana, ker je bil urednični poklicev, že to počasa ne bo. Skratka, take fine neke zaprkance se lahko dobro iz tega. Tudi zelo aktualno. Meni se je mogoče zdela še zanimiva, nisem videla, če imaš še iz tiste, kako že bilo tole predzadnja zgodba o odločanju oziroma neodločanju. Aha, ne, to je tako malo filozofska. Ja, to se mi je zdaj zelo, mogoče je res neka taka hiba, ki jo imamo ženske, mogoče bolj kakor moški spol, ne. Je, če to je tako zelo splošno, se pravi, na začetku navajam nekaj epizodo, ki je bilo nasplošno, ker so vas bivšo ženo, sem bil recimo oblazna tako, da smo oba se pa to vse zelo na hitro odločati, ker smo tako bili potvala po svetu in na zelo, vsega če bilo nekaj cince, tako, ne, samo gledaš vse trgovce, greš na eno, samo 3 tedne imamo, da potujemo celo Indijo ali samo tako, in se je zelo oblazna tisti, smo se skozi zgražali nad nekimi, tako da to bi bilo čisto nespolno vezati, no. Tukaj sem pa to nekaj predstavil prek nekaj anekdote, prek nekih treh punc, ko sem jih prek teh prijateljstva, moje tega prepunce, ki smo opazili, da so imeli vse nek specifičen način ustrajanja v neodločanju. Ful so tako rade so uživali,
tej izbiri, preden so se res odločili, meni je to neverjetno živčenje. Ja? In potem sem na koncu komentiral, da bi mogoče to živčenje dela zaradi tega, ker jaz pa, če se kdaj res si prvoščem, da se ne odločim takoj, se pa čisto blokira. Skratka, res se pa sploh ne moram več odločiti. In da je mogoče to pravzaprav nekaj so te šipko, da se moram tako hitro odločiti in da nimam tega luksusa, da bi mogoče pa to, mogoče pa tist, no ja, še malo čakam, ne. Se pravi, v bistvu pri tebi je to luksus, ne? Ja. Na nek način pred njima je v bistvu tam možno razkošje izbire, pač. Ja. Tako pač nekaj take teme za nekaj, da tako se stavljajo, pa se jih malo zapisujejo, pa je družbi. Ker te so se mi tudi zdele take zelo zlahka se da aplicirati na marc. Filozofske stvari, na karkoli, ja. Ampak je prišel, kje smo zbrali, to pravzaprav originalno, to smo ali več let v vsake 2 tedna, da na koncu je epizod, po mojem, ne vem, več kot 70. In sva z urednikom izbrala je 28. Ta knjiga je res tako zelo zreduciran best-of teh 20 epizod. In sem posil dan založbo, da so nam dali 7 komadov te knjige imamo, no, in je pač dejansko kao posebenskem ceni na pol za pol cene, pa nekaj bi lahko narišemo, če bi se slučajno bilo določilo, da ve. Tako. Jaz bi v bistvu s tem tudi zaključila. Tako da jaz se ti najlepše zahvaljujem za danes, da si z besedami in z risbami stkal zgodbo. V enem bi se tudi rada zahvalila Renati in Saši, ker sta v Krški in Sevniški knjižnici skrbeli za koordinacijo skupnega bralnega projekta in vam, vsem, ki ste pri tem projektu prisostvovali tudi z branjem.